v naslednjih 5 letih bo kriza zaupanja še bistveno večja. Že večkrat mi je recimo naša predsednica Pirc Musarjeva prodajala kriptovalute na kakšnem Instagramu. Ali pa recimo, da hrana, ki jo uživate oziroma kupujete v trgovini, da dejansko je neoporečna in da lahko preverite, iz kje izvira. Ja, Origin Trail dejansko vnaša zaupanje tam, kjer ga ni. Lahko še novinarje pretentajo s tem, ko nekomu naredijo nek deepfake. In trpeli bodo delničarji, trpeli bodo navadni ljudje. Želel bi, da sleherni uporabnik na internetu vsak dan uporablja Origin Trail brez tega, da to sploh ve, da ga uporablja. To je kar neka odgovornost, je kakšna možnost, da se kaj zalomi. Sistemi, ki omogočajo, da se določene napake odkrijejo še preden, a ne povzročijo ali katastrofo ali pa zamudo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Incrementum podcasta. Moje ime je Nad Sajtnik in danes se mi v studiu pridružuje gospod Žiga Drev. Žiga je soustanovitelj podjetja Trace Labs, glavnega razvijalca decentraliziranega projekta Origin Trail, enega najuspešnejših blockchain projektov iz Slovenije. Njihova tehnologija se uporablja pri sledljivosti hrane, logistiki, zdravstvu, umetnosti in celo pri razvoju umetne inteligence. Pri svojem delu pa sodelujejo z globalnimi partnerji, kot so Oracle, Walmart in celo švicarske železnice. Danes se bova pogovarjala o tem, kako je iz slovenske ideje zrasel globalni Web3 projekt, o konkretnih primerih uporabe blockchain tehnologije v praksi in o tem, zakaj so zaupanja vredni podatki ključni za prihodnost interneta in umetne inteligence, ter kakšne priložnosti in izzive prinaša razvoj decentraliziranih tehnologij tako za podjetja kot za širšo družbo. Še enkrat, Žiga, najlepša hvala, da si nas obiskal tukaj v Trzinu. Pa preden greva na tematiko, da te naše občinstvo majčkeno bolj spozna, mi povej, ti si odraščal, če imam prav informacije, na slovenskem podeželju, ne? Potem si študiral mednarodne odnose in kasneje tudi biznis, ne? Vse v Ljubljanski univerzi. Povej mi, kako so te študiji te pripeljali do visoke tehnologije, do krogov, kjer zdaj delaš? Ja, sodelovanje z mojimi kolegi, s katerimi smo tudi ustanovili kasneje po študiju podjetje in kasneje tudi ta odprtokodni sistem, ki se imenuje Origin Trail, smo nekako začeli snovati prvo rešitev že v študijskih klopeh. Ravno takrat, ko smo bila jaz in kolega tukaj iz Slovenije, tudi sicer Tomaž Levak, oba na izmenjavi. Jaz sem bil v Latviji, Tomaž je bil na Malti, tretji kolega, tudi soustanovitelj Branimir Rakić, sicer iz Srbije, pa takrat v Ameriki. In takrat, kako je to povezano tudi z našim podeželjem, slovenskim podeželjem, smo iskali na nek način, kako bi pomagali slovenskim predelovalcem hrane, da se na nek način da lahko tekmujejo s cenenim uvozom. In takrat smo naredili eno tako rudimentarno rešitev, ki je omogočala slovenskim proizvajalcem hrane, začenši, da pokažejo točno, iz kje izvira njihov produkt, vsaka šarža posebej, in s tem tudi prepričajo kupca, da je njihov proizvod bolj kakovosten, da je manj kilometrov prepotoval in tako naprej. In to je bil za nas tudi na nek način takrat pred 2012 smo začeli, mislim, da s tem, to je kaj 13 let nazaj, 14. Smo tudi osnovali to prvo podstat rešitev za to, kar je kasneje nastal malo bolj sofisticirana rešitev. In ja, takrat na študiju smo imeli recimo ravno dovolj časa, da smo preko recimo teh online kanalov, takrat še ni bilo, mislim, da Zooma, da bil še Skype bolj popularen in tako naprej, smo uspeli osnovati prvo rešitev in je potem tudi kasneje uspeli implementirati najprej na slovenskem podeželju, potem pa v malo bolj zapletenih proizvajalskih procesih. Ampak kaj na tem podeželju te je toliko navdihnilo, da si hotel, da si želel, ali pa skupaj pomagati slovenskim? Ja, mislim, sigurno vsaj mene osebno, verjamem, da tudi moja dva kolega, nekako naše okolje oziroma moje okolje, tudi moji starši se ukvarjajo z pridelavo hrane oziroma imajo nekako njihovo ozadje, poklicno ozadje v tem. In potem nekako skozi pogovor sem poznal probleme slovenskega podeželja oziroma problem tega, da hrana mogoče oziroma kvalitetna hrana takrat ni bila zadosti cenjena. Zdaj mislim, da se je to precej spremenilo. In takrat smo potem tudi s kolegi rekli, ok, dajmo probati nekaj narediti, in smo dejansko nekaj naredili, dali v roke proizvajalcem pa potem kupcem nek sistem, preko katerega so lahko presodili, ok, ta izdelek je boljši,
tega bom vzel. Oziroma ta proizvod, ki smo ga takrat razvili, so uporabljali samo najkvalitetnejši proizvajalci, tako da je lahko kupec se takoj odločil. In s tem je bil na nek način rešen problem, ki sem ga mogoče jaz, oziroma tudi moja dva kolega, ali pa recimo, da jaz mogoče malo drugače, ker izhajam tudi iz podeželja, malo bolj intimno poznal, ne? In zato je mogoče to sigurno tudi igralo neko vlogo pri razvoju tega rudimentarnega sistema 12-13 let nazaj. In kako je izgledal ta sistem? Še preden ste se srečali z blockchainom, kako ste... Zdaj, ta prvi sistem je bil čisto enostaven. Naredili smo spletna mesta, na katerih so bila zapisana imena oziroma vsi podatki o vsakem posameznem proizvajalcu, ki je sodeloval pri proizvodnji nekega končnega izdelka, recimo ekološkega mesa. In potem smo povezali dejansko pač spletna mesta z QR kodom. To je bilo 15 let nazaj, moram vedeti, ko še QR kode niso bile niti toliko popularne. In potem smo nekako enostavno v proizvajalskem procesu, recimo proizvodnji mesa, naredili neke male prilagoditve, tako da se je zmeraj na proizvod mesa dodelila neka primerna QR koda, ki je potem sovpadala z določenim proizvajalcem, ki je takrat prodal recimo neko žival oziroma karkoli za predelavo. To je bilo 2011-2012, kasneje smo pa stvari malo bolj dodelali in smo začeli sodelovati tudi z Perutnino Ptuj oziroma tudi z Mlekarno Celeja. V malo bolj kompleksnih sistemih smo morali pa potem že delati z temi informacijskimi sistemi, ki jih imajo podjetja sama in smo morali na nek način z avtomatičnimi izvozi datotek omogočati, da je sistem na nek način na pol avtonomno deloval in potem omogočil kupcem preko aplikacije, da so dejansko videli, iz katerih točno kmetij je bilo recimo dodano mleko v določeni šarži jogurta. Ne. In to je bilo zmeraj zelo dinamično, nikoli ni bil isti proizvajalec, oziroma v enem lončku jogurta logično ni samo ena kmetija, ampak jih je, ne vem, bilo takrat 100, 150 ali nekaj takega, se pravi bazeni. In naš sistem je omogočal povezljivost z proizvajalci, a na koncu dneva tudi s kupci, ki so te proizvode kupovali. In to je bilo vse seveda še pred blockchainom. Ok, super. Jaz zdaj vam pa mogoče eno malo težjo nalogo. Origin Trail, za tisti, ki ga še ne poznajo, kaj sploh dela Origin Trail? Kaj omogočate ljudem in podjetjem, kar prej recimo ni bilo mogoče? Ja, Origin Trail dejansko vnaša zaupanje tam, kjer ga ni. Enostavno povedano. Zaupanje, ki ga mogoče ni v dobavnih verigah, zaupanje, ki ga mogoče ni na internetu, zaupanja, ki ga mogoče ni pri transportu in različnim podjetjem, različnim posameznikom pomagamo najprej, ali pa primer, da zaščitijo svoje vsebine na spletu, da ko potujejo z vlakom po Švici, da vedo, da je njihova pot varna, zato ker proizvajalec teh vlakov oziroma upravljalec teh vlakov zares primerno servisira te vlake, vsi ti podatki so zapisani na našem sistemu, ali pa recimo, da hrana, ki jo uživate oziroma kupujete v trgovini, da dejansko je neoporečna in da lahko preverite, iz kje izvira. Se pravi, na koncu dneva Origin Trail omogoča zaupanje tam, kjer ga ni. To je ena izmed prvotnih uporab v bistvu blockchain oziroma teh DLT tehnologij. Že prej si tudi omenil decentraliziran graf znanja, ta Decentralized Knowledge Graph, v bistvu, da je to spoj in blockchaina in tega knowledge grafa, ki se uporablja. Če bi mi lahko razložil, kakor enostavno se le to da, kaj sploh, kako se razlikuje to od nekega klasičnega blockchaina oziroma neke podatkovne baze? V bistvu Origin Trail je še vedno bazira na blockchainu oziroma na več blockchainih, zato ker smo videli, da ni enega blockchaina, ki bi bil najboljši. Zato smo razvili infrastrukturo, ki temelji na več blockchainih. Od Ethereumovih tako imenovanih Layer 2, kot recimo Base, ki je zdaj precej popularen, to je pač chain, ki ga je spočel Coinbase, do še enih drugih, Polkadota in še parih drugih, ki jih ne rabim omenjati, ker jih je mogoče so malo prevelika specialnost. In v bistvu pač to, kar smo mi naredili, je še ena mreža na vrhu blockchain mrež. In ta mreža na vrhu v bistvu omogoča, da na njej sedijo podatki, ki so strukturirani na primeren način, zato da omogočamo zaupanje tam, kjer zaupanja ni. In teh podatkov
podatkov v tej mreži, ki sedi na blockchainih, ne upravljamo mi, recimo naše podjetje. Mi smo zgolj tisti, ki smo naredili programsko opremo, ki jo tisti, ki želijo biti udeleženci v tej mreži, inštalirajo, po domače povedano, in potem vzdržujejo nek red v tem omrežju. In v zameno potem tudi, če so recimo temu pošteni akteri v tem omrežju, prejmejo tudi kriptovaluto, ki smo jo lansirali v začetku 2018, imenuje se TRAC token oziroma TRAC token. V bistvu blockchaini tukaj dodajajo to zaupanje oziroma omogočajo, da podatki, ki so v tem našem omrežju, jih ne more nekdo izbrisati, oziroma če jih že poskuša izbrisati, je lahko s tem tudi dejansko finančno kaznovan, ker izgubi možnost zaslužka. Blockchain tudi omogoča nagrajevanje tistih akterjev, ki so pošteni v omrežju. Ok, super, tako da v bistvu nek okvir, na katerem potem lahko deluje Origin Trail. Se pravi, začeli ste s fokusom na preglednosti dobavnih verig, ne? Sledljivost hrane, to, kar si prej omenil, od kmetije pa do vilic, ne, kar ste tudi dobili potem tisto nagrado strani Walmarta za inovacijo na tem področju varnosti hrane. Najprej čestitke, redko kdo dobi tako prestižno nagrado, sploh ne v začetnih letih delovanja. Povej mi, kako vam je sploh to uspelo prejeti to nagrado? Kako ste, ker je velik akter, konec koncev Walmart China je to bil, si rekel, kako ste sploh prišli v ta prave kroge mogoče, kako prideš do take nagrade? Treba se čim več povezovati in poprej smo bili tudi del pospeševalnika H-Farm v Italiji in smo se takrat tudi odločili, da gremo pogledati na Kitajsko, da vidimo, kakšne probleme imajo tam z pridelavo hrane oziroma s transparentnostjo, in očitno pač na Kitajskem takrat je bil problem velik. Še danes si predstavljam, da je velika država, veliko recimo primerov onesnažene hrane oziroma oporečne hrane. In takrat smo spoznali tudi ene partnerje v Šanghaju, ki so nam pomagali pri recimo prenosu tehnologije na Kitajsko, kar je velik preskok, recimo, če želiš narediti karkoli na Kitajskem, je to izjemno težko. No in takrat v tistih začetnih fazah nam je dejansko v zelo kratkem času uspelo tudi implementirati tehnologijo Origin Trail v kontekstu enega spletnega retailerja, spletnega prodajalca hrane. In s pomočjo tega spletnega prodajalca smo lahko tudi pokazali in dokazali, kako sistem deluje, mogoče na bolj kompleksnih območjih, kot je Kitajska. In v bistvu takrat smo na podlagi tega prvotnega eksperimenta tudi uspeli prepričati to večjo verigo Walmart China, da pogleda v ta naš izdelek oziroma v ta naš načrt. In so nas potem tudi povabili v Peking, da zadevo predstavimo in da tam tudi orišemo, kako bi zadeva delovala, mogoče tudi pri bolj kompleksnih sistemih, kot je Walmartov. In takrat je bilo tudi organizirano tekmovanje, na katerem je bilo, mislim, prijavljenih nekaj celo 1000 različnih podjetij, predvsem z Kitajske. In mi smo bili izbrani med 3 najboljša podjetja iz tega praktično cveta kitajskih podjetij, predvsem seveda edini ne Kitajci. In smo uspeli potem tudi zadevo na nek način popularizirati oziroma predstaviti tam kot en tak velik uspeh. To je v bistvu bilo leto 2017. Mogoče se zdi, da je to blizu, ampak je še kar precej daleč v smislu tega, kam je prišel svet. In takrat so bili sistemi, ki bi lahko na kakršenkoli način povečali transparentnost in zaupanje, kar precej iskani. Mislim, še vedno so, ampak takrat je bil mogoče svet malo bolj odprt, kot je danes po vseh teh trgovinskih vojnah, kjer se že zapiramo v te naše žepke, Američani v Ameriko, Evropo, Kitajci v Kitajsko. Tako da takrat, moram potrkati, mogoče smo v pravem času tudi naredili ta naskok na tak večji trg. Sigurno, vse to mi je fascinantno, ker zdaj vemo, da trenutno so še vseeno kriptovalute do velike mere prepovedane, na Kitajskem in vaš produkt uporablja svoj žeton.
Kakšni so bili takrat recimo problemi, izzivi zaradi tega blockchaina, ne veliko podjetnikov recimo to omenja? Ne? To se spomnim, mislim, da je bil december 2017 in ravno sopadalo z tem našim prvimi koraki na Kitajskem. Je odjeknila ta novica, da Kitajska prepoveduje kriptovalute. In takrat se spomnim, to je bilo še preden smo mi sploh šli v izdajo recimo našega lastnega žetona. Tako, je veliko podjetij potem tudi zelo hitro zapustilo Kitajsko in so šli najprej, mislim, da v Hongkong, potem pa v Singapur in tako naprej. Mi takrat, v bistvu, ko smo tudi mesec kasneje nekje lansirali našo kriptovaluto, niti nismo stavili na Kitajsko, praktično nič ne. Na Kitajskem smo imeli samo primer uporabe tehnologije, ki v ozadju za delovanje potrebuje neko kriptovaluto, ni pa za končnega uporabnika, končni uporabnik pa ni potreboval imeti nobene interakcije z kriptovaluto, torej v retailu ali pa nek potrošnik, ki je preverjal poreklo. In potem leta in leta smo dejansko tudi gojili to neko pravilo, ne samo na Kitajskem, ampak kjerkoli že, da naš sistem za uporabo oziroma za to, da dejansko je uporaben, zato da potniki potujejo varneje, da lahko potrošnik preveri poreklo, da nekdo zaščiti svojo intelektualno vsebino, ne potrebuje kriptovalute. Kriptovaluta pa je v ozadju, zato da sistem deluje primerno, zato da so podatki hranjeni, izmenjani primerno, je potrebna. To je zanimivo, kar se rekel v bistvu. Vi uporabljate v ozadju kriptovaluto, kriptožeton, kakorkoli uporabnost tega blockchaina, ampak tisti, ki pa ima stik s tehnologijo, pa praktično tega ne vidi in ga tudi ne boli, po domače povedano. Ker velikrat gostje, ki sedijo nasproti mene, tako kot ti zdaj, povejo, da ena izmed večjih ovir blockchaina je še zaenkrat ta neprijaznost uporabniške izkušnje. Tako da, kako ti gledaš na to? Vidim, da veliko delate očitno na tem, da je čim manj te tehnološke komplicirane strani prisotne. Največji delež primera uporabe so še vedno B2B rešitve, ki delujejo na omrežju Origin Trail. In te B2B rešitve pred implementacijo, tekom implementacije in potem, ko so že implementirane, uporabniki recimo v teh poslovnih okoljih ne potrebujejo biti v stiku z kriptovaluto. To, kar smo mi omogočili tudi, je, da pri implementaciji poteka recimo ta interakcija na zelo tak SaaS način oziroma software as a service, kjer podjetja plačujejo za implementacijo oziroma za uporabo v dolarjih, v evrih, v funtih, iz kjerkoli države že so. Potem pa mi, ki smo tudi eno od glavnih recimo teh entitet podjetij, ki implementiramo to omrežje, uporabimo za delovanje spodaj, kjer pač se noben ne rabi niti obadati s tem, oziroma po večini, vkolikor ne želijo, z kriptovaluto oziroma z žetonom, ki je potreben kot nek del stroškovne strukture, zato da sistem dejansko deluje. In s tem na nek način olajšamo interakcijo teh poslovnih uporabnikov z rešitvami, ki temeljijo na Origin Trail omrežju. Super. Preden nadaljujemo, če razmišljate o investiciji v Bitcoin ali ostala kriptosredstva, vas vabim, da se prijavite na brezplačen posvet s klikom na povezavo v opisu. Tam bomo skupaj ugotovili, ali je to vrstna investicija primerna za vas. Povej mi še, kako ste si kdaj oziroma kako je prišlo do tega preskoka iz tega specifičnega področja, se pravi dejansko iz kjer izvira ime, bi si jaz tu predstavljal, Origin Trail, pomagati potrošnikom zaupati, odkot prihaja hrana njihova, do zdaj to širšo Web3 infrastrukturo, ki danes kar nekaj industrij pokriva. Kaj je bil ta preskok? V bistvu tehnologija, ki smo razvili, smo potem kasneje ugotovili, da je zelo splošno uporabna. In preko recimo uspešnih implementacij so potem do nas prihajali različni investitorji, različna podjetja, ki so potem delovala tudi na kakih drugih področjih. Potem pa kasneje tudi še beseda da besedo, spoznamo kakšnega drugega partnerja in tukaj smo pa začeli potem tudi v zadnjih letih gledati proti spletnim vsebinam, kjer podobno kot v dobavnih verigah, kjer ti želiš vedeti, kje je bil nek določen produkt v dobavni verigi, ob točno določenem času, kdo je bil lastnik, želiš na spletu vedeti, kdo je tvoril neko vsebino,
kdo jo je potem predelal, kdo je mogoče sfacilitiral neko dezinformacijo. In potem kasneje seveda smo tudi ugotovili, da ta ista tehnologija je pomembna ne samo za sledljivost produktov, fizičnih produktov, ampak tudi za sledljivost spletnih vsebin, kar je v tem svetu umetne inteligence precej pomembno, ker umetna inteligenca trenutno diktira tudi na nek način volilne rezultate informacij, ki jih proizvede. Umetna inteligenca je zdaj že več, koliko informacij, ki jih ljudje pridelamo, izdelamo. Celo več. In na nek način podobno kot pri hrani, ti želiš vedeti, ali uživaš ekološki jogurt. Isto v svetu informacij želiš vedeti, iz kje izvira informacija, ali jo je izdelala umetna inteligenca in ali jo je izdelal človek, oziroma oboje. In tukaj mogoče ni nič narobe, če je informacija predelana z umetno inteligenco, ampak problem nastane, če je informacija, ki je izdelana z umetno inteligenco, ni pravilna, oziroma je neresnična, oziroma je namerno neresnična. In videli smo že primer, recimo, ko je prišlo do napačne informacije, da je bil napaden Pentagon in so potem delniški tečaji strmoglavni. In tega bo vse več. In trpeli bodo delničarji, trpeli bodo navadni ljudje. In v tem svetu skupaj s partnerji ponujemo tudi rešitev, ki omogoča ne samo sledljivost produktov, ampak tudi sledljivost informacij. Vse to je cela poanta v bistvu Web3, praktično lastništvo informacij, da se ve, kaj od koga je in zakaj sploh nastalo, pa če je ta Zero Trust, seveda, če je to resnično nekaj smiselnega. In teh primerov, ki si jih zdaj omenil, je malo morje. Tudi recimo je bila tista slika zelo znana, prva Trumpova, ki kleči na sodišču, kolikor izgleda, da je obsojen, je bila že ena izmed prvih. Tudi mislim, da nekje v Estoniji so imeli probleme pri prav teh volitvah, ker so bili narejeni oglasi z umetno inteligenco, ki so sporočali napačne zadeve. Tako da ni smešno, kar se dogaja s to umetno inteligenco. Tudi v Sloveniji smo že imeli primere, ko jo uporabljajo za izrabo podjetij, veliko prevar se dogaja s pomočjo umetne inteligence. Ne veš praktično, kaj je resnično. In to bi rekel, da zdaj trenutno je vaš cilj se osredotočiti in nekako to rešiti. Kako pa bi to rešili, recimo? Princip je podoben, vnašamo zaupanje tam, kjer ga ni. Torej pri konzumiranju informacij danes dejansko ne moreš vedeti, iz kje informacija izvira, oziroma je zelo težko to določiti. Poleg tega imaš pa cel kup medijskih platform, ki ljudem servirajo te informacije. In prvi problem je že določiti, kdo je naredil neko informacijo, oziroma kje jo je dobil, in tu je potrebna neka sledljivost. Potem na koncu dneva je pa tukaj tudi izobraževanje, da tisti, ki konzumiramo informacije, lahko, če želimo, seveda, lahko se potem tudi s pomočjo takih sistemov, ki jih mi nudimo, pozanimamo, iz kje izvira določena zadeva, ki jo skonzumiramo. Je to nek video? Seveda je tukaj vsak uporabnik odgovoren za to, da želi izvedeti, ker dostikrat ljudje, kar preberejo, takoj zaupajo. Moja stara mama je včasih rekla, po radiju sem slišala. In če po radiju slišala, je že držalo na nek način. In podobno danes mogoče starejša generacija reče, na Facebooku sem prebral ali pa prebrala, in potem te informacije zaupam. In to je tudi eden problem, ki ga mogoče mi sami seveda ne moramo rešiti, da morajo tudi ljudje želeti malo več izvedeti, kaj je za samo informacijo. Seveda pa moramo mi biti tisti, ki povežemo med sabo te kritične točke, da se ugotovi, kdo je tvoril informacijo, in kje je to informacijo dobil, na podlagi katerih virov. In seveda danes z umetno inteligenco lahko še novinarje pretentajo s tem, ko nekomu naredijo nek deepfake, nekemu politiku in potem namestijo izjavo, ki je v bistvu sploh ni bilo. In tukaj imamo vsi en velik izziv od teh, ki informacije konzumiramo, do tistih, ki informacije na nek način prepisujejo oziroma jih na nek način skušajo podati v vsebini, ki je ljudem blizu. Ampak kako to izgleda v praksi, recimo za nekoga, za povprečnega človeka, kako to recimo vpliva, ne vem, tudi name konec koncev, na kogarkoli, kako bo v praksi
do končnega uporabnika, Ja. recimo, kaj se bo spremenilo? Do končnega uporabnika trenutno se še izdelujejo rešitve, ampak za tebe konkretno, kaj boš lahko naredil s tem sistemom, je, da boš dejansko zaščitil svoj izgled. To je po eni strani, po drugi strani bo pa sistem omogočal pregled recimo glavnih spletnih oziroma socialnih medijev in te bo opozoril, vkolikor je bil tvoj recimo izgled kjerkoli zaznan v nekem, temu rečemo perceptual hashing in bo sistem lahko zaznal procentualno ujemanje tvojega izgleda z recimo izgledom nekega profila, ki je fake profil na socialnih mrežah. To je konkretno, kaj bo ta sistem lahko omogočil recimo konkretno zate. Se pravi, recimo, ker jaz sem že večkrat mi je recimo naša predsednica Pirc Musarjeva prodajala kriptovalute na kakšnem Instagramu ali pa Boštjan Romih, tudi že večkrat smo ga videli. To recimo bi tak program, tak sistem odstranil. To je zelo dober point. Do nas dostikrat pride tudi take bolj znane osebe in reče, lej, moj izgled so že skušali večkrat prevaranti izkoristiti. Seveda. In dajte me zaščititi. In potem rečemo, ok, dajmo probati nekaj narediti. In tukaj potem na podlagi tega želimo tudi sistem potem pripeljati do množic, da lahko vsak zaščiti svoj izgled, ne samo zvezdniki. Tako je. Ja, ker na začetku je bilo to, takoj, ko se je razvila ta tehnologija do nekega ravni, ki si lahko naredil te deepfake. Vem, da je bilo takoj Taylor Swift je bil en zelo tak primer, ki so izkoristili njena podobnost, potem pa tudi v Sloveniji je bilo kar že nekaj teh primerov. Tako da, če bi lahko to rešili na nek smiselen način, bi bilo vrhunsko. Povej mi, kakšne so pa kle implikacije glede varnosti oziroma glede anonimnosti, recimo. Se pravi, sliši se sicer po eni strani zelo v redu, po drugi strani me pa skoraj malo skrbi, bo ta sistem zdaj vse podatke mi bral, bo sploh še kaj anonimnosti. Pa še kaj anonimnosti, ja. Ti lahko še vedno si popolnoma anonimen v tem omrežju. Podatki so zakriptirani in kar v bistvu pač bi lahko nekdo navzven videl, je nek string številk, ki jih ni mogoče razvozlati na način, da bi na koncu bil recimo tvoja identiteta identificirana. To ni mogoče. Zmeraj se ti tisti, ki upravlja s svojim konkretnim kontentom navzven, je pa v bistvu pač v interakciji z svetom samo nek niz številk, ki jih nihče ne more razvozlati. Razen ti, oziroma tisti v tvojem krogu, s katerimi deliš informacije. In podobno kot recimo v enem bolj takem B2B primeru imamo Walmart, se pravi retailer, uvoznik v ZDA Walmart, Costco, Home Depot. In oni so v neki taki skupini, ki se imenuje Scan Trusted Network in si med sabo delijo informacije, ki jih navzven ne more nihče razvozlati. Oni pa med sabo seveda pač dovolj nekih metapodatkov delijo in hkrati delijo tudi več, kot samo neke prstne odtise nekega kontenta, ki ga pa oni vidijo. In zaupajo temu kontentu, kljub temu, da si ga med sabo delijo konkurentje, a hkrati obenem nekdo navzven ne more posegati in razvozlati tistega kontenta, ki dejansko je skrit v privatnih hrambah. Razumem. Ta scan mreža, to je pod BSI-jem, se pravi ta British Standard Institution. British Standard Institution. In to je okoli 1500 milijard letne kupne moči. Ja, 1,5 trilijona, 1500 milijard. Ja, to je. Jaz rečem kar trilijon, ampak to je 1500. Ja, po slovensko je biljon, tako da se 1500 milijard se sliši res ogromno. In to v bistvu tudi vaša tehnologija pomaga tukaj zraven. In kakšen je ta občutek, to ni tako malo denarja, v bistvu? Ja, v bistvu je to, kar mi je všeč pri tem, kar počnemo, je, da je naš del tukaj noter, recimo temu, nezaznaven. In to je na nek način cilj tehnologij, da postanejo, potem ko so v uporabi, skoraj da nezaznavne, da ne veš, da obstajajo. Podobno kot danes, ko voziš avto, ne veš, kva vse je noter pod havo. In podobno je
Origin Trail pod havbo v recimo razmerju do teh velikih podjetij, ki med sabo delijo zelo kritične informacije, inšpekcijska poročila o največjih uvoznikih v ZDA in potem ta masa teh uvozov potem tudi poriva 1,5 trilijona. Mislim, da to je combined sales revenue, nekaj takega. Tako. In kaj pa, kakšen občutek imaš? To je kar neka odgovornost, je kakšna možnost, da se kaj zalomi tle? V bistvu pač zmeraj mogoče na začetku, ker ta sistem je in place že 2021, recimo nekaj 4 leta. In na začetku je zmeraj malo več tega, smo naredili vse prav. Potem pa gre itak to skozi kar ogromno nekih preizkušanj, ki jih izvaja več ljudi. To ne izvaja samo v našem podjetju, ampak tudi zunanji sodelavci, ki delajo penetracijske teste in tako naprej. In ko je rešitev enkrat uveljavljena in se uporablja, potem je leta in leta mirno. Razen takrat, ko želimo narediti eno večjo posodobitev. Takrat pa potem zopet na nek način si vzamemo eno leto, ko res stvari pretehtamo in potem naredimo posodobitev počasi in ne kar naenkrat. Tukaj moramo biti malo počasnejši, kot večina kolegov v startup svetu, ki rečejo move fast, break things. Mi v bistvu se moramo premikati relativno hitro, ampak hkrati ne smemo ničesar razbiti. Bog ne daj. Še eno stvar bi te vprašal glede umetne inteligence. Potem tudi recimo, zdaj poznamo te AI aplikacije, recimo ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Claude, to jih je, da jih še komi naštevam. In to vedno več ljudi uporablja namesto Google skoraj da. In jim tudi zaupa tem informacijam. Jaz tudi recimo veliko seveda se poslužujem, mislim, da tudi ti sigurno. Se pravi, tudi cilj recimo Origin Traila bi bil, da bi take recimo aplikacije potem nekako nadzirali, da bi informacije bile recimo faktualne tukaj. Ja. V bistvu to, kar mi uveljavljamo, je kombinacija probabilističnega sistema oziroma bolj teh verjetnostnih sistemov nevronskih mrež z bolj logično umetno inteligenco, ki omogočajo grafi znanja oziroma decentralized knowledge graph tudi. In kombinacija v bistvu to, kar omogoča, po slovenskom je zmeraj težko to povedati, ampak je na nek način usmerjanje rezultatov bolj teh verjetnostnih sistemov, kot so nevronske mreže, zato da dobiš na koncu ti, ki konzumiraš nek rezultat, bolj točen rezultat, oziroma da lahko zmeraj potem preveriš vire, na podlagi katerih je sploh umetna inteligenca ti podala nek rezultat. In včasih nič ni 100% točno, to, kar pa omogoča naš sistem, potem tudi v kombinaciji z LLM-i, pa je, da lahko ti potem preveriš in preveriš tudi poreklo, recimo temu rečeno, za vsako informacijo. Ampak seveda, še vsaka informacija na koncu je lahko netočna. Tako da še vedno moraš biti ti tisti detektiv, ki gre noter in pogledaš, za kaj se gre. In recimo en tak zanimiv sistem smo implementirali za Evropsko gimnastično zvezo in če greš recimo na European Gymnastics, mislim, .com, greš potem na njihov, mislim, da se imenuje Luigi, ki je njihova maskota, in potem Luigi je v bistvu nek AI agent, s katerim se lahko pogovarjaš in ti potem odgovori zelo točno in lahko potem njegove odgovore tudi preveriš na našem omrežju. Lahko narediš klik in prideš recimo do grafa znanja, po katerem se lahko tudi sprehajaš in vidiš, iz kje so neki viri, ki so prispevali k nekemu odgovoru, ki jih je dal ta Luigi. In ja, take rešitve so zelo pomembne tam, kjer je potrebna točnost v finančni industriji, pri pravu, v dobavnih verigah. Skratka, kjerkoli se ne smeš hecati, po domače povedano, ko skušaš priti do nekih rezultatov. Jaz se konec koncev zdaj že vsaka celo manjše podjetje že mora imeti skoraj tega AI agenta, pa mislim, da na našem podcastu še nismo toliko govorili, tudi v kripto svetu so bili so vedno bolj popularni, tako da če bi mi znal razložiti, kaj sploh te AI agenti so in zakaj je tako pomemben, da recimo govorijo resnico. Zdaj, agenti, kot sama beseda pove, bi naj omogočili, bi naj bili kot nek podaljšek našega človeškega delovanja, ki
celo v neki obliki omogoča avtonomno delovanje v soodvisnosti od tega, kaj mi želimo doseči. In torej pri uporabi agentov smo lahko kot ljudje bolj sposobni, hitrejši, vendar pa moramo zmeraj paziti, da pri uporabi AI agentov smo absolutno prepričani, da je tako imenovani intent oziroma temu rečemo namera jasno izražena, torej naša človeška namera jasno izražena, da lahko na podlagi tega potem AI agent sproži neko akcijo, da recimo kupi letalsko vozovnico, da ne vem, pošlje mail ob določeni uri temu in onemu partnerju. Mogoče tega še ne počnem, počneš ti, tudi jaz ne, ampak recimo to, kar AI agenti omogočajo, je prehod v tako imenovani intention economy, ekonomijo namere, ne, kjer AI, potem ko analizira tvoje delovanje, pozna tvoje potrebe, pozna tvojo košarico nakupov in tako naprej, lahko omogoči, da ti postaneš v idealnem svetu celo bolj storilen na način, da določene opravke namesto tebe neposredno upravijo AI agenti. Pa je to bodisi nakup hrane, nakup letalske vozovnice, mogoče zdaj govorimo o bolj enostavnih stvarih, ampak kjerkoli je potrebna človeška akcija, bi jo načeloma lahko nadomestili AI agentje. In zakaj je pomembno, da agentom lahko zaupamo? Ja, verjetno zato, da ne bi naredili kakšne neumnosti v tvojem imenu, ne? Ker na koncu dneva smo še vedno mi odgovorni za dejanja agentov, ne? In mogoče malo čudno, ampak v tem obdobju AI agentov bomo morali imeti še sami večjo agencijo, v smislu tega, da bomo zares poskrbeli za to, da vemo, kaj hočemo, torej da vemo, kako namero bomo izrazili, hkrati pa, da imamo dovolj sposobnosti in da ne slepo zaupamo tehnologiji, da nas bo vodila v nek boljši svet, ampak da smo ziher, da jo lahko zaupamo, da preverjamo, ne? Tako bi rekel Ronald Reagan, ne? Trust but verify. Ne? Zaupaj, ampak vedno preverjaj, kaj drži. In v blockchain svetu je celo še bolj popularno zero trust, ne? Se pravi, ne? Nikoli ne zaupaj, vedno samo tehnologija, ja, to je tisto končna postaja, recimo, da bi bil cel svet v bistvu na principih, oziroma tako popoln, kot je recimo popolno mreže Bitcoin, kar je zaenkrat še velika utopija. Ja, tako. Jaz bi se še majčkeno nazaj vrnil, ker mi je bilo zelo zanimivo, ko si govoril o švicarskih železnicah, pa tudi bolj oprijemljivo je, sicer so veliko zanimivih stvari si nam že povedal danes, ampak da si lahko še lažje predstavljamo, ne? Zdaj že kar nekaj let sodelujete tudi z švicarskimi železnicami oziroma uporabljajo Origin Trail, ne, za neko zaupanja vredno predstavitev podatkov v dobavnih verigah. Se pravi, kako ste implementirali pri švicarskih železnicah vašo storitev, kako jim to sploh pomaga? Železnice so en tak zelo kompleksen sistem, ne. Verjetno ste se dostikrat peljali potem tudi s slovenskimi železnicami. V Sloveniji so zelo kompleksne. So zelo kompleksne. No, zdaj si pa predstavljate železnice, ki so, oziroma vlake, ki so zmeri pridajo točno ob določeni uri, ki so varni in tak naprej. Taki vlaki oziroma take železnice pa morajo na nek način delovati še na bolj sofisticiranih ali pa še bolj sistemi, ki omogočajo, da se določene napake odkrijejo še preden, a ne povzročijo ali katastrofo ali pa zamudo, ne. In Švicari so recimo znani po tem, da so zelo točni, pedantni in tak naprej. In verjetno temu se da tudi pripisati določena mera naklonjenosti uporabi takega sistema, ki omogoča, da si švicarske železnice z partnerji, z recimo Siemensom oziroma s katerimikoli dobavitelji, teh je kar ogromno, delijo informacije o delih, ki so bili vgrajeni kjerkoli v sistemu, že v Švici, v železniškem sistemu, in da potem tudi, ko so recimo neki, recimo ta kolesa na vlakih, če je karkoli s temi kolesi kjerkoli v Švici ali pa celo onkraj Švice v Franciji, recimo če gre neka lokomotiva, če naprave zaznajo, da mogoče neko kolo ni optimalno, da lahko sistem to pravočasno zazna in da lahko potem tudi serviserji to kolo recimo popravijo že v Franciji, ne šele potem, ko pride nazaj v Švico. In recimo, da
deloma vsaj prispevamo k večji varnosti švicarskih železnic. Pa, ja, upam, da bojo nekoč tudi slovenske železnice kaj takega implementirale, pa da bomo potovali brez zamud. Ko tole slišim, bi jih kar poklical, no, pa jim kaj predlagal, ker mislim, da imajo kar veliko še za narediti, ampak zelo zanimivo, ne, v bistvu, na kjer vse industrije se da aplicirati to tehnologijo, ne. Tako da vrhunsko. Zanima me tudi vaša tokenomika. Prej so že omenila, da vas sistem, ne, Origin Trail, poganja kriptožeton, track, ne, se po slovensko reče track. Ja, tako. Se pravi, tako kot večina blockchain projektov, imate svoj žeton. Kakšno vlogo točno igra pri samem projektu? Zakaj potrebuje vaš projekt kriptožeton sploh? Ja, kot rečeno, Origin Trail temelji na dveh omrežjih, v grobem povedano. Eno je blockchain omrežje in pri blockchain omrežju v bistvu lahko uporabniki zbirajo med tremi blockchain omrežji trenutno. Med Polkadotom, ki je recimo temu podobno kot Ethereum v nekem smislu pa zelo drugačne. Imajo tudi iz tega soustanovitelja, kakor pri Ethereumu, Gavin Wood. To je en blockchain, drugi blockchain Ethereum oziroma L2s, tako kot recimo Base od Coinbasea, potem pa še en manj poznan Gnosis oziroma starejši brat od L2 sistemov. In v bistvu to je prvo omrežje, prvi layer, ki omogoča recimo temu neizbrisnost podatkov in ki tudi omogoča s pomočjo pametnih pogodb oziroma smart contractov, da ta drugi nivo, drugo nadstropje, ki je tudi v bistvu pač omrežje vozlišč oziroma nodov, obstajajo podatki, ki jih med sabo izmenjujejo bodisi podjetja, bodisi posamezniki, na način, da so strukturirana. Torej, da so v bistvu pač neke logične povezave med podatki lahko vzpostavljene. To je ta decentraliziran knowledge graph. In ti, ki vzdržujejo podatke na način, kakor jih pač morajo, kakor sistem predpisuje, so za to vzdrževanje podatkov tudi nagrajeni za kriptovaluto track. Poenostavljeno povedano. In ta vozlišča oziroma upravljavci teh vozlišč oziroma nodov so potem tudi stimulirani, da so korektni in pozitivni akterji v tem omrežju. Podobno kot so pri Bitcoinu minerji oziroma rodarji, tisti, ki z proof of workom zagotavljajo, da v bistvu pač transakcije na koncu izgledajo ok. In ja, poenostavljeno povedano, track omogoča nagrajevanje, vzdrževanje tega drugega nivoja omrežja nad blockchain omrežjem. Hkrati pa lahko uporabniki tracka oziroma tisti, ki track kupijo, ga lahko potem tudi stejkajo, po slovensko obstaja beseda, recimo vložijo, zaklenejo v določeno vozlišče oziroma node in potem prejmejo tudi nagrade, del nagrad, ki jih prejme v celoti ta node za dobro upravljeno delo. In del teh nagrad potem gre tudi tem, ki zaklenejo svoj track v to mreže. Neke vrste depozit je to, ne? Ja, recimo. Tako. Super, vedno imam zelo rad take goste, kot se ti, ki dejansko lahko pokažejo, ne, mi, ko veliko ljudi, ko kup kriptosredstva, kriptovalute, kakorkoli, ne gleda samo tiste zelene grafe, si ne predstavljajo, kaj vse se dogaja na švicarskih železnicah zaradi tega njihovega vložka, tako da super razlaga. Kaj pa je plus tega, da imate več različnih blockchainov, ne? Prej si rekel, da ste bili na Ethereumu, zdaj Polkadot, Gnosis. Kaj je plus tega, da se širite na več omrežij? To je zelo dobro vprašanje in pač dosti bo moj odgovor povezan s tem, kaj se je v preteklosti vse dogajalo. Začeli smo z Ethereum, tako kot si omenil, in smo potem tudi videli, Ethereum je zelo drag za take konkretne stvari, ker si sploh predstavljaj si, recimo v primeru švicarskih železnic, pride v omrežje približno 100,000 dogodkov dnevno. In to je lahko, ne vem, 100,000 ali pa celo še več transakcij. In v bistvu pač tukaj je recimo cena problem. In seveda smo potem iskali druge primernejše rešitve, ki so približno toliko varne oziroma več kot dovolj varne. Temeljijo na Ethereumu in imajo vse lastnosti, ki jih Ethereum tudi nudi od smart contractov in tako naprej. In smo potem implementirali decentralized knowledge graph na L2-ih, tako kot recimo bil Gnosis, pa potem Base,
ki tudi imajo neke fije, seveda niso zastonj, ampak so bistveno cenejši kot recimo Layer 1 Ethereum. Potem poleg tega tudi Polkadot pa zato, vsaj prvotna misija Polkadota je bila, da omogoča zelo enostavno interoperabilnost med različnimi omrežji. Zdaj pustimo ob strani, koliko je dejansko ta vizija dosežena, ampak vsaj v preteklosti je bila zelo močna namera iti v smeri tega, da se omogoči interoperabilnost z različnimi blockchaini. In tukaj smo pa tudi stavili na Polkadot zato, ker v prihodnosti, če bo ta vizija dosežena, bomo lahko skozi en tak kardinalen chain dosegli praktično več omrežij hkrati. To je recimo ta stroškovni del oziroma del, ki omogoča še bolj zanimivo razvojno vizijo, obenem pa je zadeva tudi varnejša. Več kot je omrežij, bolj recimo temu močan je Decentralized Knowledge Graph, ker če eno omrežje ne deluje, ga lahko uporabniki še vedno uporabljajo, ker druga 2-3 omrežja bodo še vedno delovala. Tako. Odlično, no, to sem hotel slišati. Zdaj pa mogoče eno malo bolj smotano vprašanje. V blockchain prostoru je tudi kar nekaj projektov, ki se ukvarjajo prav s tem, kar se vi, se pravi z dobavnimi verigami, sledljivostjo podatkov, konec koncev tudi s to interoperabilnostjo, sicer to je Polkadot, ampak kaj naredi Origin Trail boljši ali pa edinstven izmed teh? Jaz dostikrat rečem, da je Origin Trail second to none v smislu uporabljivosti. Da dejansko ni bil napisan zgolj white paper, ampak dejansko je bila narejena tehnologija, ki jo uporabljajo vsi ti partnerji, ki rešijo konkreten problem. Tako da ena stvar, ali pa najbolj pomembna stvar, po kateri je Origin Trail drugačen, je, da dejansko rešuje konkreten problem na dokazan način. Potem drugi razlog, oziroma druga diferenciacija je pa sigurno ta, da Origin Trail ni blockchain, ampak Origin Trail je sistem, omrežje, Decentralized Knowledge Graph, ki koristi različne blockchaine, dočim konkurent je vsaj v Web3-u, pa dostikrat deployajo bolj kot ne svoje blockchain omrežje, in potem izdajo svoj token in to je praktično to. In tu se zadeva konča. Mogoče dodajo še nek title, to je pa, bo mogoče kdaj rešilo ta problem, ampak dejansko ga ne. Mi smo mogoče malo bolj usmerjeni v konkretnost reševanja problemov, zato imamo tudi nek način v praksi veliko več za pokazati, kot mogoče drugi konkurenti v Web3-u. Se pravi, ta praktičnost, da ste speljali to v realen svet, ker je res, in niti ne tako, da vsak drugi, ampak 99% blockchain projektov je takih, ki se jih zdaj opisal. Je že kar veliko, če že napišejo, kakšne so želje in cilji izpeljevati, tako da je treba res biti previden in izbirati tiste ta prave. Super, no, odličen, močen odgovor, sem vesel. Če pogledamo zdaj malo prihodnost, 5 do 10 let naprej, to je zelo tako vprašanje, da si prišel na intervju za službo, čez 5 ali pa 10 let, kakšna je tvoja dolgoročna vizija za Origin Trail? Če bo šlo zdaj vse po načrtu, kako si predstavljaš uporabo Origin Traila v vsakdanjem življenju ali pa v različnih industrijah? Ja, želel bi, da skoraj da sleheren uporabnik na internetu vsak dan uporablja Origin Trail brez tega, da to sploh ve, da ga uporablja. Bodi si takrat, ko kupi izdelek v trgovini, bodi si takrat, ko išče internetne vsebine in pride do varnih vsebin, pride do vsebin, ki jih lahko preveri, pa hkrati ne ve, da uporablja Origin Trail. Bodi si, ko potuje nekam in pride na cilj varno, pa hkrati ne ve, da je k temu prispeval tudi Origin Trail. To bi bila na nek način v 5 letih vizija. Se pravi, še vedno neka intimna usmeritev, da Origin Trail dela neke dolgočasne stvari, ampak da pa na koncu dneva reši velike probleme in omogoča zaupanje tam, kjer ga ni. Se pravi, se ti zdi, da je prihodnost v temu projektu, predvsem pa tudi v DLT-u, blockchain, kriptotehnologiji, se pravi, nismo na tistem vrhu, se ti zdi, da še je prihodnost, da ni to samo nek trend? Po mojem bo veliko sprememb in tudi kdorkoli reče, da točno ve, kaj bo čez 5 let, verjetno
nima pojma, o čem govori, ali pa si praktično izmišljuje. Verjetno bo veliko turbulenc, verjetno se bomo vsi veliko naučili. Za nazaj gledano, če pogledam 5 let nazaj, pa 10 let nazaj, pa v bistvu smo že skoraj pač celo desetletje v recimo Web3-u. In pač se mi zdi, da je trenutno stanje boljše, kot smo ga pričakovali 5 let nazaj, da bo trenutno. Ne. Tako da jaz v bistvu, mogoče bi celo rekel, da bi moral biti še bolj optimističen, kot sem, bo pa sigurno bistveno drugače v izvedbi, kot si zamišljamo, ker se moramo ves čas proti učiti in se mora pač naša rešitev prilagajati izzivom sveta. Izzivi sveta so pa v naslednjih 5 letih zelo nepredvidljivi. Ne. Kdo bi si zamislil pred 2 letoma, da bomo dobili ameriškega predsednika, ki ga imamo? Kdo bi si lahko zamislil, da bomo imeli tako in drugačno vojno? Izzivi so zelo nepredvidljivi. In ker morajo izzivi oziroma rešitve slediti izzivom, bojo verjetno tudi rešitve nepredvidljive. In tudi, si predstavljam, da bomo mi morali narediti kako prilagoditev, glede na izzive, s katerimi se bomo soočali, bo pa verjetno del izzivov zelo verjetno povezan z umetno inteligenco. V naslednjih 5 letih bo kriza zaupanja še bistveno večja. Umetna inteligenca pa dodaja še recimo en ta rizičen faktor v globalnem smislu, ki bo prinesel neke nove izzive. Na recimo finančnem področju boste morali vi še bolj smelo poskrbeti za vaše stranke in za vaše deležnike, da se bodo odločali pametno in da se bodo odločali na podlagi informacij, ki so preverljive, sledljive in zaupanja vredne. In v bistvu del te tehnologije, ravno zaradi tega pomankanja zaupanja in to zaupanje bo potrebno vlivati še bolj v prihodnosti zaradi umetne inteligence, ki bo dostikrat vašim uporabnikom oziroma komorkoli že podala informacijo, ki ne bo zaupanja vredna. In ravno zaradi tega pomankanja zaupanja se potencial del te tehnologije še povečuje v prihodnosti. Tako da svet je nepredvidljiv, izzivi ne vemo, kakšni bodo pa zelo verjetno povezani z umetno inteligenco. Umetna inteligenca pa bo porajala še dodatno krizo zaupanja. Kriza zaupanja pa poraja še večje povpraševanje po deltejih. Po mojem mnenju. Ne vem citirati. Ne pomeni pa to avtomatično, da bo točno določena kriptovaluta zdaj poletela. Tega ni, tako da brez skrbi. Tudi mi bolj gledamo iz tega vidika tehnološkega razvoja, ki pa ga kar sledimo, spremljamo, no, in tudi vidimo, da bi lahko ta tehnologija bila ena izmed tistih, ki bi naredila splet bolj varen, kot se že prej govorila. Sej recimo tudi Mark Andreessen, ki je pomagal v bistvu prve brskalnike spletne razviti, je rekel, da konec koncev blockchain pa DLT tehnologija je tista, ki ima potencial spremeniti ta svet toliko, kot ga je imel internet. Jaz iskreno ne vem, če je to res, zame internet ena vrhunska zadeva, ampak kako pa na ti to gledaš? Je primerljiva tehnologija recimo? Jaz mislim, da je blockchain tehnologija nekaj, kar so osnovalci interneta želeli imeti v samem recimo začetku interneta že, pa tega niso mogli še doseči takrat. En od utemeljiteljev World Wide Weba, Sir Tim Berners-Lee, je že v začetku tega tisočletja začel govoriti o tako imenovanem semantic webu. In ta semantic web je vključeval layer, ki se je imenoval tudi trust layer. Ampak to je bilo še je prišlo do Bitcoina, še preden smo dobili blockchain in tako naprej. In namera te, ki so delali na internetu oziroma so ga pomagali pripeljati na svetlo, je bila, da bi obstajal tudi ta layer zaupanja, ki omogoča, da na koncu uporabniki na spletu izmenjujejo informacije na bolj varen način. In pač mislim, da v bistvu tehnologija interneta in tehnologija blockchaina gre sta z roko v roki in sta del iste zgodbe. Edina razlika je, da se del zgodbe ali pa en chapter zgodbe spisal malo prej, drugi se bo pa malo kasneje, ali pa se zdaj piše. Ok, razumem. Katere panoge se ti zdi, da bojo najbolj bistveno spremenjene? Industrije, panoge, karkoli? Zdaj, verjetno bo nek cikel ali pa nek product life cycle v tem smislu. In zdi se, oziroma trenutno se kaže v risi, da bodo tako imenovani real world assets ali pa
sredstva, karkoli že, realnega sveta, kot so obveznice, kot so nepremičnine, karkoli, pomeni nek asset v tvojem portfelju, da bodo obstajale na blockchainu. Se pravi, tokenizacija vsega, kar obstaja, bomo lahko naredili žeton in potem to bodi si trgovali na en tak enostaven način, brez nekih ovir, in hkrati lahko to potem tudi uporabiti za to, da povečamo svoj, recimo, finančni potencial. In to se že v bistvu dogaja, ne. Potem v naslednjem koraku so pa neke nove stvari, ki jih dodajamo k blockchainu, kot recimo umetna inteligenca. In zdi se, da blockchain in umetna inteligenca sta tak zelo primeren partner. Zdaj, tukaj je še ogromno eksperimentov, v Web3 svetu je tudi ogromno nekih takih get rich quick schem, kjer ima vsak agent svoj žetonček in potem ta žetonček ustvarjalci ponujajo okoli in tako naprej. Mislim, da je bil celo Mark Andreessen, smo se prej v pogovoru pogovarjala, da je na neki točki celo podprl enega spletnega AI agenta na omrežju Twitter za, ne vem, $50,000 in potem je ta spletni agent, naj bi bil to avtonomen spletni AI agent, čeprav vprašanje, bi naj kupil server, bi naj začel potem izboljševati svoj sistem in bi naj potem na koncu postal bolj sposoben. Mislim, da se imenuje Truth Terminal in nekaj takega. In tega bo kar veliko, teh eksperimentov, in iz teh eksperimentov AI in blockchain se bo rodilo po mojem kar nekaj zanimivih tehnologij. Potem dodatno na to je pa po mojem kar tako zanimivo področje decentralized science, decentralizirana znanost. In znanost, če pogledamo znanost trenutno je zelo tako monopolna. Imaš akademijo in potem imaš tudi te journale, ki objavljajo raziskave, in potem v bistvu ti journali so plačljivi na obeh straneh, strani raziskovalcev in na strani tistih, ki konzumirajo. In seveda to na nek način duši raziskovalno dejavnost. In se zdi, da vkolikor bi raziskovalna dejavnost potekala organizirano na decentraliziran način, da lahko v bistvu namesto centraliziranih journalov imamo nekakšen odprtokodni sistem, odprtokodno omrežje, preko katerega znanstveniki dostopajo in med sabo delijo znanstvena dognanja in potem na nek način še uporabijo umetno inteligenco, da hitreje ali bodisi ekstraktajo neko znanje ali potem ponovijo nek eksperiment na podlagi neke nove hipoteze na decentraliziran način z uporabo tudi umetne inteligence. In pač to področje decentralizirane znanosti oziroma DeSci se zdi, da bi bilo v prihodnosti lahko tudi del enih takih zelo norih dognanj. Ampak ta del je še precej v povojih. Začelo se pa verjetno z tem segmentom RWA, Real World Assets, kjer so tudi neki projekti, ki jih mogoče ne bom omenjal, zelo v ospredju. Je pa vprašanje, če ne bojo ta večja podjetja, JP Morgan, v bistvu razvila neke svoje sisteme, ali pa mogoče celo naredila neke mergerje, akvizicije teh obstoječih odprtokodnih ali pa kriptosistemov in jih potem integrirale v lastne zmogljivosti. Ja, sigurno se to jim je tudi verjetno cilj, noben ne bi rad dal moči v to decentralizacijo, če ni treba. Tako da definitivno se bodo tudi take poskusi, ampak glede tele tokenizacije pa že Larry Fink od leta 2022 pravi, da se bo vse tokeniziralo takrat, ko je njihov Bitcoin sovražiti, tako da zaenkrat res gre najprej v to smer finančnih vod, tokenizacije in to, ampak kot si danes več kot odlično predstavil, je veliko industrij, v katerih se lahko uporablja ta tehnologija. Ampak nič ni pa brez izzivov. Že prej si malo omenil, ampak kje ti vidiš največja tveganja oziroma mogoče ovire za uspeh takih sistemov, bodi si to v komunikacijske ovire, konkurenca, mogoče regulativni okviri. Kaj se ti zdi, da je lahko največja prepreka v prihodnosti? Ja, regulativa je sigurno ena prepreka, ampak ne v smislu, da regulativa obstoja, regulativa lahko ogrozi napredek. Ravno obratno, mislim, da prava regulativa je potrebna, ampak mora biti pa skrbno premišljena in mora biti nekako tvorjena skupaj z različnimi deležniki. Ne, da se neke banke usedejo skupaj z politiki in potem oblikujejo neko narativo oziroma regulativo, ki mogoče sploh ne upošteva
recimo strokovnjakov z področja kriptovalut, vas, ki ste v industriji. Ne? To bi bilo nevarno. Torej, take regulative si ne bi želeli. In želeli bi boljšo regulativo. Ne? In sigurno regulativa je lahko pospeševalec, lahko je pa tudi zaviralec oziroma rizik. Potem je tudi tukaj izobraževanje, ne? Kako hitro tisti, ki so v industriji, pridejo do določenih informacij. In tukaj želimo biti čim bolj odprti. Ne? Želimo, da ljudje potujejo, želimo, da niso ljudje zaprti samo v svoje države, želimo privabiti tuj kapital, tuj talent. In ne bi, vsaj v interesu ene države, so male države, kot je Slovenija, ni, da talent odhaja v tujino. Ne? Mi pač tudi osebno moramo iti, zato da recimo, smo v stiku z nekimi finančnimi trgi, ker investitorji želijo, da si mogoče del neke druge jurisdikcije, ki je recimo temu bolj prijazna za rast. In tukaj na področju izobraževanja je bilo dobro, da bi še nekaj naredili, sploh v kontekstu Slovenije. Ali pa mogoče celo tudi širše Evrope, ki je dostikrat predmet kritik, da v bistvu bolj regulira kot inovira. Najprej, vedno najprej regulira. Ja. Tako da v bistvu mogoče to izobraževanje, regulacija, pa ne, v bistvu tukaj ni žogica pri državi, tukaj mislim, da je žogica pri vseh, ki smo del tega sistema. Druga stvar pa je, pač so te nepredvidljive nevarnosti, ki jih poganja potem tudi ali pa omogoča neprimerna uporaba umetne inteligence. Zdi se, da zadeve, ki so izzivi v svetu, kot je pač zapiranje ali pa vojne in tako naprej, dostikrat ljudi tudi pripeljajo do realizacije, da se ne morejo zanašati samo na državo, na centralizirane sisteme, banke in tako naprej. In zaradi tega posledično bolj podpirajo sisteme, ki so odprtokodni. Tako da v bistvu tukaj bi pa celo rekel, da stvari, ki se zdijo, da so izzivi ali pa zaviralci, da so dostikrat pospeševalci. Na en tak zanimiv način. Ja, super, no. Definitivno bo zanimiva pot, ne, do tam, kjer je cilj priti. Omenil si Slovenijo in žal smo zdaj spodili kar nekaj zelo zanimivih podjetij. No, tudi sem že imel goste, ki so povedali, da imamo v Sloveniji neko kriptomafijo oziroma res imamo veliko vrhunskih razvijalcev v tej tehnologiji DLT-ja in pa blockchaina. Tudi Origin Trail je večinski del, se razvil v Sloveniji. Zakaj se ti zdi, da ravno tukaj v Sloveniji, oziroma verjetno si bil ti bolj del te blockchain skupnosti, kaj imamo mi, da imamo toliko nekih blockchain genijev? Jaz mislim, da imamo zelo talentirane ljudi. Imamo zelo talentirane ljudi tudi zato, ker je izobraževalni sistem relativno dober. In jaz mislim, da Slovenci smo nagnjeni k temu, da smo radovedni. Smo mogoče recimo za primerjavo, ker zdaj živim že kar nekaj let v Gibraltarju, pa mogoče tam imam več stika recimo z Španci. Mi, Slovenci, napram Špancem smo bistveno bolj odprti, bistveno bolj prej gremo v svet. Prepotuješ, 50 km, 100 km z avtom, pa si že bodisi v Italiji, na Hrvaškem, mogoče Hrvaška ni tako dober primer, recimo Italija, Nemčija, Madžarska, kjer moraš govoriti popolnoma drug jezik, pa vsaj govoriti angleško, zato da se znajdeš. In smo v bistvu kot sinovi malega naroda prisiljeni k temu, da hitro skočimo ven, da hitro kaj novega odkrijemo, ker dejansko nimamo izbire. Mi smo premajhni in zaradi majhnosti smo drugačni, smo hitreje, mogoče tudi doumljivi za to, kar se dogaja v svetu, ker enostavno pač drugega nam ni. Moramo pa zato narediti sistem ali pa omogočiti pogoje, da se bomo radi vračali, da bomo radi potem oplajali stvari tukaj v Sloveniji. To pa mislim, da bomo neizogibno mogli potuhtati, kaj lahko naredimo boljšega v tej naši Sloveniji. Ker je že kar nekaj podjetij, mislim, da že več kot jih lahko naštejeva na eno roko, ki zdaj so pobegnili ven iz Slovenije, kar je žal, po eni strani, ker imamo res, kot si sam omenil, tudi ti si eden izmed teh, ki zdaj ste šli v Gibraltar, kar nekaj jih imamo, tudi ki se selijo. In kar je žal, lahko bi imeli v Sloveniji kar lepo neko v bistvu bazo za blockchain, ker to ponavadi kar enačijo nekako z davčno oazo, mogoče kriptosredstvo, pa se ne gre samo za to, ampak treba je pa še ta
del izobraževanja mogoče definitivno tukaj manjka, da bi ljudje razumeli, da so to tudi podjetja v zadju, ki razvijajo vrhunsko tehnologijo. Ne? V bistvu, ja, mislim, v Sloveniji imamo vse, kar potrebujemo, ves material ali ves kognitivni naboj. Zdi pa se, da dostikrat ne omogočimo ljudem, da pridejo da realizirajo stvari, ki bi jih lahko, vkolikor ne obstaja neke spone, ali pa da so mogoče celo primerno nagrajeni. In ravno mogoče na področju IT-ja, umetne inteligence, blockchaina in tako naprej. Če hočeš imeti zares dobrega človeka tukaj v Sloveniji, v bistvu ga ne moreš primerno nagrajevati. Ne obstaja sistem, ki bi ti omogočal, da ga ti nagrajuješ primerljivo, kakor je ta isti človek, ki gre delati, ne vem, v Estonijo ali pa kamorkoli drugam, lahko nagrajen tam. In ti ljudje so potrebni velikih nagrad, ker so njihovi vložki tudi časovni in tako naprej bistveno večji. Tako. In dostikrat se srečujemo s kakimi primeri iz univerz, kjer delujejo izjemno sposobni kadri, pa v bistvu, že univerza itak, ker je pač to javni zavod, praktično teh ljudi, ki so izjemno dobri, ne more nagrajevati, ali pa niti ne nagrajevati, primerno plačati. Imajo omejene te razrede, ali karkoli so že. In namesto tega, da bi imeli v bistvu v naših univerzah kalilnice izjemno dobrih podjetij, tako kot ima to MIT. In ko smo bili na MIT-u lani oktobra, smo tudi videli, pač tam dejansko najprej obstaja racional v komercializaciji. Še preden potem se profesori okoli tega zbere, zdaj pa gremo s tem naprej. In potem, ko grejo profesori in študenti s tem naprej, imajo možnost sodelovati potem oziroma biti udeleženi tudi pri tem upsideu, pri zaslužkih, pri neki apreciaciji delnic, koliko iz tega nastanejo na koncu podjetja in tako naprej. Tukaj pri nas za to praktično ni pogojev. Imamo pa ves material. In dostikrat se zgodi podobno tudi na področju kmetijstva ali pa gozdarstva in tako naprej. Imamo izjemno naravo, imamo izjemne danosti, ampak bolj ko ne izvažamo polizdelke, v najboljšem primeru. Uvažamo pa potem izdelke. In tukaj moramo nekaj narediti, da bomo v Sloveniji izdelovali izdelke z brandom, ki imajo visoko dodano vrednost. Tako, se pravi, vse sestavine so tukaj, sam še skupaj jih moramo dati na ta prav način. Se mi zdi, da se je velikrat tekom tega pogovora omenil pomembnost tujine, potovanja. Bili ste praktično zdaj že sam tekom te dobre urce, kolikor se pogovarjava. Sem slišal, da si že bil v Latviji, v Ameriki, Hong Kong, Šanghaj, Gibraltar na zadnje. Tako da povej mi, kaj vse ti je to dalo? Se ti zdi zelo pomembno potovati izkustva drugih kultur, mogoče drugih inteligenčnih centrov? Najprej je, da so informacije. Prideš do informacij prej, še do svežih, mogoče še niso toliko predelane informacije, da bi jih znal razumeti, ampak vsaj si pri viru nečesa novega in dostikrat pa se nove stvari dogajajo v teh večjih centrih, New York, Šanghaj, Hong Kong in tako naprej. In potem, ko spostaviš tam povezave z ljudmi, je to konstanten vir informacij, ki potem jih skozi to mrežo, ki jo imaš na Telegramu oziroma kjerkoli že, ti omogoča, da ves čas izpopolnjuješ svoj poslovni model, svoj produkt, dostop do trga in tako naprej. Mislim, da te tudi pač na nek način potovanje te izpopolni kot človeka, malo bolj razumeš širino, mogoče vidiš, da svet ni črno-bel, vidiš probleme, mogoče z kakega drugačnega zornega kota, kjer mogoče ne izgledajo tako hudo. Ena stvar je pa tudi pomembna, da ko greš v tujino, se zdi včasih, da v tujini imaš nekaj v tistem kontekstu, kar je bolj cenjeno, kot to, iz kje izhajaš. Če me razumeš, kaj hočem povedati. In je dostikrat boljše iti malo ven in je lahko kje drugje, recimo neka tvoja lastnost bolj cenjena, kot tam, kjer si. Tako da treba se premikati, v življenju se treba premikati, ko rešuješ probleme. Sam ne smeš obstati, in podobno velja verjetno za potovanja. Če se zdi, da si v nekem mentalni blokadi, potuj, pojdi nekam.
ali je to službeno, je to na počitnice, sam pejt. Prestal se. Vrhunska, super. Potem na svet tudi za podjetnike bi rekel, potujte, pogledajte, kako so kaj druge rešitve, ne, tudi obstajajo. Vrhunski na svet. Hvala za tole. Hotel sem te vprašati, ker smo konec koncev finančni podcast, te moramo vseeno vprašati, ne. Mogoče malo preveč osebno za nekatere, pa tudi nič narobe, če ne odgovoriš, ampak kam vlagaš ti, če vlagaš? Večina mojih vložkov je v podjetjih, ki jih razvijamo. To je velika večina. En tak zadnjih parih letih večji del je tudi v nepremičninah. Mogoče je to tipično slovensko, da daš nekaj v nepremičnine, ampak recimo za mene, vsaj v tem obdobju življenja, se mi zdi pomembno, da lahko nekje tudi obstajam, pač da imam možnost za nek življenjski stil, pa da hkrati pač je recimo neka varnost. Po drugi strani, ki je pa popolnoma drugačna, podjetja in tako naprej, so pa visoka tveganja, pa hkrati potencialno visok upside. Tako da tu nekje sem. Imaš dve skrajnosti, ne? Se pravi, v Sloveniji pravijo, da so nepremičnine ena izmed bolj varnih naložb. Definitivno. In potem visokotehnološka podjetja, visi, bodisi to izjemno tvegano. Izjemno tvegano, ne? Tako da je zanimivo. In na eni in na drugi skrajnosti. Zanimivo, kje pa čist iz interesa kupuješ te nepremičnine? To v bistvu samo kot primarno, da nekje prebivaš, ali tudi naložbe? Zaenkrat je bolj primarno za bivanje. Oziroma potem na teh dveh relacijah, kjer sem da lahko pač nekje odložim stvari. Potem pa ena nepremičnina tukaj v Sloveniji, ki je pač v bistvu v oddaji. Prvotno mislim, da celo bila namenjena, da bi živel, ampak potem, ker sem odpotoval in tako naprej, je ta zadeva zdaj v oddajanju. Tako da v bistvu zelo neplanirane investicije tudi iz preteklosti so del tega portfelja. Ok, zanimivo. Kako pa potem gledaš recimo na ostale naložbe, ne vem, recimo zlato, Bitcoin, konec koncev, delnice, kaj takega? Jih pozdravljam. Nekomu drugemu bi takoj svetoval, da gre malo širše. Zame včasih mi je žal, da nisem mogoče malo bolj razpršen v tem bolj tveganem delu, ampak se mi pa zdi, da vkolikor si vpet v podjetja, ki so sicer bolj tvegani in tako naprej, poznaš fundamente in tako naprej in se potem, vsaj v mojem primeru, res ne oziram za druge naložbe, ampak sem 100% mentalno fokusiran na naložbe, ki so tvegane, ampak jih imam možnost navigirati v prihodnosti. In mogoče celo iz nekega upora potem ne mogoče pogledujem proti srebru, zlatu. Bitcoin spremljam, valjda, ker korelira potem tudi z recimo našo kriptovaluto in tako naprej. Ampak zelo pozdravljam, mislim, da bi mogli vsi imeti neko večjo razpršenost, ampak jaz pa priznam, da nisem dovolj razpršen. Saj nič narobe s tem, to, ker vsak ima svoje načela. Super, povej mi, Žiga, sva mogoče še kaj omenila, mogoče še kaj nisva omenila, ki bi si želel deliti z našim občinstvom danes? Mogoče je to, da imamo izjemno srečo živeti v tem času, ki je polno priložnosti in mogoče se ne smemo bati izzivov, bomo pa verjetno morali pretrpeti skozi ene take zelo nesigurne čase, ampak tekom teh nesigurnih časov pa vseeno ne smemo biti zakrčeni in moramo iskati neke priložnosti, do katerih se opredelimo, bodisi investicije ali pa v bistvu investicije svojega časa v razvoj nekega izdelka, produkta in se v bistvu premikati, to kot sem prej rekel, da ne obstojimo na enem mestu v eni državi, ampak da potujemo, si povečamo širino, da mogoče spoznamo še kako drugo plat ali pa kakšno drugo stališče in da s tem pač izboljšamo kvaliteto svojega življenja pa življenja ljudi okoli nas. Ok, super. Hvala lepa. Povej mi še, kje lahko poslušalci izvedo več o Origin Trailu, o tvojih projektih, kje te lahko spremljajo mogoče? Najlažje na origintrail.io. Origintrail.io. Ja. Super. Še kakšen projekt si ga želiš izpostaviti? Origin Trail je v bistvu ekosistem, potem pa najbolj zanimiv projekt v zadnjem času je pa humanitech.io.
umanitek.ai. To je pa umanitek.ai. Ok, super. No, Žiga Drev, najlepša hvala, da si se ustavil. Se pravi, pojdite, potujte, razglejte se, iščite nove poglede na svet. Hvala lepa. Super, hvala Nace.